Ni več veliko časa do tekme s Finsko. Kakšno je vzdušje, kaj ste gledali zadnjo tekmo s Finsko, kaj ste delali v zadnjih dneh? Ja, imamo še par dni do tekme. Pripravljamo se kakor za vsako tekmo. Atmosfera je fenomenalna. Vedno, ko se vidimo, pa smo vsi veseli, komi smo čakali ta zbor. Vsi vemo, kaj nam že ta zbor lahko prinese. Tako da pogledali smo video, pogledali smo malo našo starejšo tekmo proti Fincem, tudi ostale tekme, ki so igrali z njimi, analiziramo jih dobro. Na igrišču trenutno pripravljamo še nekatere taktične stvari, tako da danes, jutri, tudi v soboto zjutraj imamo še nekaj časa, tako da mislim, da časa imamo dovolj za pripravce dobro. Ja, atmosfera je fenomenalna, to je bilo verjetno tudi že v preteklosti, ampak nikoli pa niste bili tako blizu nekemu končnemu cilju, to je Evropsko prvenstvo. Kako drugače je z tega stališča? Ja, res je, ampak iskreno lahko povem, da se sploh ne obremenjujemo s tem. Mislim, da moramo biti z glavo samo na tekmi z Finsko, seveda, da je nekje v ozadju to Evropsko prvenstvo, ki si ga vsi želimo kot celota, kot Slovenija, in mi bomo vse naredili, da se to uresniči, zaradi tega, ker smo res blizu, ampak ne smemo biti obremenjeni s tem, ne smemo imeti nek pritisk. Moramo iti v tekmo s Finsko, kakor smo šli v vse ostale, na zmago, dati vse od sebe, pustiti srce na igrišču, in če bomo pravi, mislim, da se ne rabimo nič bati in da bojo točke ostale doma. Vi osebno ste vedno dobre volje prišli na reprezentanco, kako drugače pa je bilo zdaj priti iz Genove, ne? Kako ste se znašli malo, kako je? Ja, mislim, da vsakič, ko priješ sem, klub pustiš malo v ozadju, zaradi tega, ker se moraš fokusirati na reprezentanco, in mislim, da je tukaj toliko pozitivne energije, da nimaš časa razmišljati o nekaterih stvarih, ki so se dogajale, ampak v redu za Genovo oziroma za Sampdorijo lahko rečem, da imamo tudi malo nesreče, ni vse toliko slabo, kakor izgleda. Zadnjih par tekem smo odigrali dobro, ampak rezultatsko se ni išlo, tako da sem pozitiven in vem, da se bo na koncu vse odvilo tako, kakor treba. Kaj pa tvoje igre v Genovi, kako ti je? Ja, vedno, Sampdoria, glede na to, da je nogometno mesto. ja, vedno je lahko boljše, ampak lahko rečem, da sem kar zadovoljen. Je drug Srečka Katanca sam še živi ali ne? Ja, ko sem prišel na podpis, seveda, da smo rekli par besed o Katancu, seveda, da pač je bil v najlepših časih Sampdorije tam in to se ziher ne bo nikoli pozabil. Jaz sem ponosen na to, da je en Slovenec pustil takšen vtis, in seveda, zdaj smo mi drugi, da se potrudimo narediti vsaj blizu takšen vtis, kot ga je on pustil. Je kakšna fotografija morda tam, ste ga To pa nisem videl, to pa ne. Peter, marsikaj ste očes v tej reprezentanci, od prevzemanja odgovornosti, ko ti res ni šlo dobro, ko se ti stvari niso zlagale, do precej bolj skromnega sprejemanja tega, ko si bil med boljšimi ali pa celo najboljši na igrišču. Kako si doživel to res dolgo pot vzponov in padcev? Ja, res je. Mogoče 3 tedne nazaj sem glih razmišljal o tem, se spomnim tiste Makedonije, doma, ne vem, odigram prvi polčas res vrhunsko, pa prva minuta drugega polčasa naredim napako za prejeti gol, ki pač je koštala veliko. Nikoli ne veš, kaj bi se zgodilo, če bi mi to tekmo zmagali, ampak to je nogomet. Take stvari se dogajajo, hvala Bogu je prišel en lepši trenutek, ne samo zame, tudi za reprezentanco. Jaz upam, da bo to trajalo čim dlje in seveda pač, da bomo vsi skupaj naredili vse, da pač prijemo do tega cilja, ki smo si ga zastavili, in to je Evropsko prvenstvo. Mi bomo vse naredili, nič nas ne bo ustavilo pred tem. Seveda, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi, ampak mi vse, kar je v naših rokah, bomo naredili. Ti si med tistimi, ki dlje čakate, ki dolgo čakate na tako priložnost, tako zdaj praviš, da se ne obremenjujete preveč, ampak verjetno pa je nekaj težgačka. Težko je to, kako bi rekel, pozabiti na to, ampak se moramo truditi, da smo fokusirani samo na prvo tekmo, ker mislim, da trenutno ta tekma je najbolj pomembna, in če se ta tekma zmaga, nam lahko odpre široka vrata za naprej, in to je to, ampak moramo biti skoncentrirani, tako kot smo bili do zdaj vsako tekmo. Mislim, da nam mora biti šola tudi Irska. Če bomo tako šli v tekmo, mislim, da se ne rabimo bati ničesar. Če sem malo pretirano poetičen, Slovenija se bo v nedeljo zbudila v dež, se bo zbudila v nogometno sonce? Ja, jaz upam, da bo, kakor sem rekel in ponavljam, mi bomo vse naredili,
da bomo razveselili celo Slovenijo, seveda v prvi vrsti nas kot igralce in celo nogometno zvezo. Tako da, še enkrat pravim, potrudili se bomo, pripravljeni smo dobro in vse, kar pač lahko rečem in navijači lahko pričakujejo od nas, je, da bomo pustili srce na igrišču. Drugo pa bomo videli, kar se bo zgodilo na koncu. Andrej je vprašal o odgovornosti. Eden tistih ste bili, ki so po tekmi na Finskem prišli tudi sedmo silo pred javnost in prevzeli odgovornost. Kakšna motivacija je tista tekma v Helsinkih za to, ki zdaj prihaja v soboto? Ja, mislim, da treba biti tudi v dobrem in slabem vedno enak. Treba prevzemati odgovornost. Jaz rečem temu še enkrat več, ko stvari niso dobre. Smo tukaj pač nekateri starejši igralci, ki seveda pač morajo stopati pred javnost in iskreno povedati, kaj se dogaja. V tem trenutku smo tudi začutili, da je seveda javnost z nami in seveda pač moraš to tudi spoštovati. Druga stvar je pa seveda pač, da na koncu, če pogledamo rezultat na Finskem, ni realen, mislim, da smo si zaslužili več. Imeli smo veliko priložnosti, nismo jih izkoristili, kar smo v prejšnjih tekmah vsako priložnost izkoristili, ampak nimaš kaj. Oni so dobili te 3 točke, zdaj pa jaz ne bi rekel, da mi hočemo njim nekaj vrniti. Tekma je vsaka zase pomembna in mi bomo pač šli v to tekmo sam, da dobimo 3 točke, nič pa, da imamo mi kaj proti njim, ker so nas zmagali prvo tekmo. Doma smo pred svojimi navijačmi in bomo pokazali vse pač, koliko je Slovenija močna doma. Če mora biti tista tekma ne igra takšno vlogo, kaj pa to, da načeloma na papirju, sicer tesna skupina 4 ekipe v eni točki, je Finska morda eden od glavnih konkurentov, če ne glavni konkurent za prvi 2 mesti ob Danski in Kazahstanu seveda, ampak je zaradi tega morda ta tekma kaj še drugačna kot sicer, ker se zdi zmaga pa že zdaj zelo veliko prinesla. Ja, sigurno je. Sigurno so eni glavnih kandidatov z nami. Zato tudi pravim, da je najbolj pomembno, da v soboto zmagamo in da pač nekako njim vzamemo te pomembne 3 točke. Tako da upam, da bomo to naredili. Zdaj pa v naših glavah je samo ta tekma, seveda pač so potem še naslednje tekme, ampak mislim, da je ta najbolj pomembna. Še eno glupo vprašanje za na koncu. Jaz bi tudi če malo vprašal. Tudi glupo, ali? Malo pametno, pa boš ti pa glupo. Prav, da je pametno. Me zanima, kako pa gledaš na to svojo vlogo v reprezentanci, vedno si rad hodil v kazenski prostor tekmeca, se mi zdi pa, da zdaj poleg tega bočega branilca si tudi desni krilec, bi lahko rekli. Se je kaj spremenila ta vloga tvoja ali ne? Na zadnjih tekmah, predvsem ko ni več Iličiča, se mi zdi, da si še bolj naprej. Ja, trenutno že nekaj tekem igram na tej poziciji desno krilo. Mislim, da pač ste tudi sami vsi videli, da sem vesel, da igram to pozicijo, uživam na tej poziciji, ampak lahko bi rekel, da uživam zaradi tega, zaradi ostalih soigralcev, ki mi dajo drugačno pomoč. Malo sem bolj ofenzivno naravnan in seveda, da to pač je v nekaterih tekmah nam pomagal. Zdaj pa pač tukaj sem tudi, da se vemo vsi, da sem jaz načeloma desni bek in da lahko dosti pomagam tudi v obrambi in kakor smo do zdaj vsako tekmo, nekateri so bili mogoče malo bolj ofenzivno naravnani, drugi smo delali malo več obrambo. Jaz upam, da bo šlo tako naprej. Tudi če ne dam niti enega gola, niti ene asistence več, sam da pač ekipa zmaga in jaz bom bil najbolj vesel. Feeling zdaj po 3 dneh, 4 dneh zbora priprav pred eno od najpomembnejših tekem v tem ciklu. Ja, vzdušje je fenomenalno, res sproščeno. Vemo, da je nek določen pritisk, ampak ne smemo se s tem obremenjevati. To je v bistvu sam privilegij, no, da smo prigurali do te točke, da se igrajo te pomembne tekme, na katere smo kar nekaj časa čakali vsi v Sloveniji in zdaj je na nas, da to zgodbo uspešno zaključimo in da smo v Nemčiji drugo leto, ker vemo, da je to vsem cilj. Finska edina reprezentanca, ki je Slovenijo premagala do zdaj v tem ciklu. Kaj se lahko reprezentancov, analiza, ki ste jih imeli v zadnjih dneh, nauči iz tiste tekme v Helsinkih? Pa mislim sam, da moramo popraviti malo pristop, odnos do same tekme in mislim, da je potem kvaliteta na naši strani. Takrat smo izgledali res imeli
malo slabši dan in ja, v soboto moramo to dokazati, no, da je bil samo slab dan, da ni bilo nič druga in prinesti 3 točke v Slovenijo, da ostanejo v Ljubljani. In vemo, da bi s to zmago že naredili ogromen korak proti Nemčiji, ampak ja, treba iti počasi korak po korak in Finska bo absolutno neugoden nasprotnik. Pričakujem, da bo res igrali izrecno na rezultat, ne bo nekega poskusa uigravanja pa posesti z njihove strani. V Slovenijo bodo prišli braniti točko in na nas je, da pa najdemo pot do gola in da ne zmagamo. O motivaciji, o tem, če jo kaj črpa iz tiste tekme, pa me zanima, kakšni posebni motivacijski prijemi ta teden? Nič posebnega, mislim, da vsak posameznik, če za to tekmo ne bom motiviran maksimalno in mogoče tudi najbolj dozel v karieri, potem pa nima kaj iskati tukaj. No, za te tekme se živi in ja, soboto bo v bistvu kot neko malo finale že in samo na tak način, da gremo vsi na glavo, bomo na koncu uspešni in od prvega do zadnjega vsi skupaj in tudi tisti, ki bodo ali bomo s klopi, tekma traja 90 minut, ne smemo biti nepotrpežljivi, lahko da se bo v zadnji minuti rešila tekma in ja, moramo sami biti pametni in pa odločni, da z neko držo telesa, z energijo, da damo Fincem od prve minute vedeti, da so prišli v Ljubljano, da smo tukaj mi doma in da tudi večje reprezentance od njih so imele tudi težave in samo napadati zmago in biti samozavestni. Še eno vprašanje imam, sorry, ko sem zdaj vzel. Pa ne smešno umno, kaj selektor vzade. Razumem. Kako ste sami doživeli to, da ste iz igralca med 18 prišli v igralca med 11 v reprezentanci? Izredna čast, veselje, ponos v družini, prijateljev, ko dobivajo sporočila, vsi so na to čakali, tudi jaz celo kariero delam za to in več od tega v reprezentanci si ne moreš želeti in ja, sam ponos, čast in s takim pristopom braniti ta grb in vsako tekmo dati 100% od sebe in včasih tudi čez sebe, no, za nek ekipni uspeh. Jaz se bom navezal na to vprašanje. Si verjel, da je mogoče do takega statusa priti iz slovenske lige? Mislim, da moraš verjeti, če ti sam v sebi ne verjameš, kdo bo potem drugi. No, v Sloveniji imamo večkrat ta problem, da že fantje pa ekipe, klubi sami sebi ne verjamejo, potem pa pričakuješ, da bo nekdo drug verjel v to kvaliteto. No. Tako da jaz sem verjel, da lahko ekipi pomagam, ampak tako kot sem rekel, moraš sam čakati priložnost in potem, ko jo dobiš, da jo izkoristiš. Mogoče mi je tudi že to malo pomagalo, no, da sem že v preteklosti v mlajših letih igral velike tekme proti res kvalitetnim nasprotnikom in ni bil potem nek prevelik preskok, ker vemo, da samim klubom do zdaj nismo imeli nekih resnejših evropskih tekem, tako da predvsem tista mogoče proti Danski, ko sem bil prvič v prvi postavi, bi za marsikoga mogoče bila nek šok, pa se mogoče ne bi najboljše znašel, ampak jaz pa nisem čutil nobene panike, pritiska, sem se počutil komfortno, no, in to ti da potem neke odgovore, da si za ta nivo in da sam delati naprej in da bo vse prišlo na svoje mesto. Prej smo Petra spraševali, nekateri čakajo 10 let, tudi več v tej reprezentanci na tako priložnost, za drugi prihaja precej hitrej, vam kdo kdaj reče, pazi, kaj delaš, mi čakamo že zelo dolgo. Ne, sploh zdaj, ko smo v takih situaciji, vemo, da se borimo za nekaj več in da ni za tu posameznika, kdo bo igral, kdo bo zabijal, ker vemo, da tista nagrada končna bo v bistvu enaka za vse in ja, tistih 11, ki bo igralo, mora biti uspešni, zdaj, kdo bo pa to, pa v tem trenutku res ni pomembno.